Številne dobrodelne organizacije pa opozarjajo, da potrjeni dvig še ne zagotavlja tudi dostojnega življenja. V zvezi Anita Ogulin in ZPM opozarjajo, da bodo nekateri kljub dvigu minimalne plače zaradi neusklajevanja dohodkovnih razredov na koncu meseca na račun dobili manj denarja, kot ga dobijo zdaj. Z mamo samohranilko s 3 otroki, ki kljub redni zaposlitvi živi iz meseca v mesec, se je pogovarjala Lara Bogataj. Mama samohranilka 3 otrok, starih med 5 in 13 let, je zaposlena v vrtcu kot kuharica, kjer prejema minimalno plačo. Sama za 3 otroci je težko, no. Ta mesec sem dobila 919 evrov plače. Otroškega imam 400, zdaj sem dobila socialno podporo 220. S tem denarjem le stežka poravna vse stroške 4-članske družine. Najemnina je 500 evrov. Tukaj so še stroški upravitelja do 110 evrov. Gretje imam tam zdaj do 200 evrov čez zimo. Pa še stroški zavarovanj, šolskih potrebščin, hrane in oblačil. Najemnina, vemo, kakšne v Ljubljani, v večjih središčih slovenskih po par 100 evrov za par kvadratov in samo še povečuje se. 4-članska družina z 2 otrokoma, ja, pa oče dela, mama dela, oba sta na minimalcu. Praktično data eno plačo samo za najemnino in stroške stanovanjske. Ostalo pa pride kasneje. Da se nanje vse več obračajo zaposleni posamezniki z minimalnimi plačami, potrjujejo tudi pri verigi dobrih ljudi. Kljub temu, da delajo, da so redno zaposleni, pač ne morejo privoščiti plačila nujnih življenjskih stroškov. Kaj šele ob izrednih situacijah. To obdobje, otroci so skozi bolani, več ali manj sem na bolniškem, ne izkoriščam, da ne bi hotela delati. Zelo rada bi delala in bila bi v službi, ampak ni možnosti, nimam varstva za otroka. In čeprav je dvig minimalne plače dobrodošel, je lahko problematičen, če se ob tem ne bodo uskladili tudi dohodkovni razredi. To v bistvu povzroči, da z dvigom minimalne plače se zniža subvencija vrtca, znižajo se otroški dodatki, ostanejo ljudje brez subvencije najemnine lahko, a ne? Kar pomeni, da ima družina konec meseca lahko kljub višji plači celo manj razpoložljivega dohodka.